Lepo pozdravljeni. Danes bomo pogledali, kako si lahko pripravimo eno od mnogih možnosti zasaditve grobov. Značilno za slovenske grobove je, da si pripravimo zasaditev za ponavadi manjši del samega groba in sicer vedno bolj se osredotočamo tudi na uporabo trajnic, zato bomo danes pogledali primer, ki bazira na zelnatih okrasnih trajnicah. Zdaj, velikokrat se pravzaprav srečujemo z opcijo, da ali ima grob na začetku neko manjšo gredico ali pa ob celotni dolžini groba ozka, dolga gredica, in zato bomo tudi sedaj pogledali, kako postopati, kako sploh izbirati rastline in pa kako jih potem pokombinirati. Kot v navadni okrasni gredi je tudi tu primerno, da izberemo recimo 3, morda največ 4 različne rastline, pazimo tudi na nek barvni koncept in jih potem ponavljamo. Do sedaj smo mnogokrat sadili tako, da smo recimo eno vrste ali pa eno barvo mačehe posadili v eno vrsto, pa neko drugo rastlino v drugo vrsto, v ravnih linijah. Sedaj pa se bolj pogosto pravzaprav osredotočamo na te mešane pristope, ki jim jaz pravim cikcak. Zadeva pa je sledeča. Če se odločimo recimo za tole čudovito vijolično hojhero, potem postavimo eno v en kot, dodamo recimo v tem primeru jesensko vreso, pa tale krasen barviti mleček sorte Ascot Rainbow, potem pa spet ponovimo isti vzorec in gremo takole cikcak, cikcak in dobimo krasno zasaditev. Zdaj, sam vedno pogosteje izbiram tudi zimzelene rastline, kajti pomembno je, da nam že prva slana ali prvi sneg te zasaditve ne uniči. Vemo, da številne sezonske rastline ob močni zmrzali in pa nasploh slabem vremenu porjavijo, ovenijo in pa ponavadi tudi odmrejo. S takimi rastlinami pa si pomagamo, da imamo potem praktično vsaj 3/4 te hladne sezone pokrite z lepimi rastlinami. Če imamo pa gredo zelo ozko, pa je v bistvu priporočljivo uporabiti tudi nekoliko nižje rastline. Tu sem se odločil za navadni netresk, potem dlakavi plazeči timijan ali materino dušico, plazeči skrečnik v tej črni barvi. Po želji lahko potem tu pokombiniramo tudi še z mačehami. Tu je v bistvu to ena taka tak nevtralni nabor trajnic, tako da mirno lahko pravzaprav kombiniramo različne barve. Priporočljivo bi bilo recimo uporabiti tudi tale Calycephalus v srebrni barvi, ki da recimo lep poudarek na to črno. In tako v bistvu sestavimo lahko en lep primer in ga uporabimo na svojem grobu.